Lepo pozdravljeni, drage gledalke, cenjeni gledalci. V današnji večerni oddaji Župan z vami gostimo župana občine Mislinja, tako nam najbližje občine, gospoda Bojana Borovnika. Zato lepo pozdravljeni in hvala, ker ste prišli. Lepo pozdravljeni. Letošnji proračun ste, gospod župan, sprejeli že decembra lani, ampak pred vrati je že prvi rebalans. Razmere so sila negotove. Ja, proračun so sprejeli 21. decembra, žal z ogromnimi neznankami, pa tudi, če gledam danes, imamo teh neznank še dosti. Rebalans bo vsekakor potreben, kdaj, jaz upam, da ga bomo nekje v jesenskem času, nekaj že tudi sedaj vemo, kaj ne bomo mogli narediti, ker tudi razpisi v državi jih še ni. Kar se tiče rebalansa, sigurno bomo mogli iti glede ceste od posodobitev ceste Megalec, Graška Gora, to je odsek Pik-Pustinek, potem vzeli bomo cesto, gozdno cesto Špik-Kozjak, ker se nismo dogovorili z lastniki, mi pa sredstva nimamo, da bi lahko lastniku odplačali škodnino, tako da tudi ta cesta bo šla ven. Potem je še tudi cesta Zgornje Dolže, Spodnje Dolže, tu bodo sigurno potrebni rebalansi. Rebalans bo potreben tudi glede skakalnice oziroma obnavljanje. V lanskem letu smo obnavljali sedežnico in ker zadeva ni bila končana, bomo mogli še letos nekaj sredstev dodati. Potem je tudi vodovodna oskrba, najverjetneje ne bo šla letos, ker imamo tudi v planu. Tako da je kar nekaj stvari, ki jih bo treba z rebalansom popravljati. No, kljub temu pa se bo marsikaj dogajalo, sicer v vaši občini so zelo aktivna tudi društva. Spomnimo na dve odmevnejši prireditvi letošnjega leta, gotovo je to tradicionalni pustni karneval. Jaz moram društva v naši občini zelo pohvaliti. Zelo so aktivna na vseh področjih, in športna, in kulturna. Ta pustni karneval v lanskem letu, vemo, zaradi smrti bivšega župana Franca Šilaka je bil pustni karneval odpovedan, zato smo ga organizirali letos oziroma ga organiziralo turistično društvo. Imeli smo srečo, vreme je bilo zelo lepo, bilo je ogromno obiskovalcev, se pravi, da ljudje tudi se vidi, da rabijo sprostitev. Moram povedati, tudi jaz sem se namaskiral za pusta, ker se rad poveselim z našimi občani. Nekaj posebnega je bila gotovo kulturna prireditev Kult Urca, tudi zato, ker ste jo letos organizirali prvič in nekako obrodila je sadove. Ne, vse te prireditve so bile tudi že prej, ampak letos smo se odločili, da gremo nekako drugače. Rekli smo, v občini imamo veliko mladih. Zakaj ne bi jim ponudili, jih pozvali, da oni pripravijo kakšno prireditev. Jaz sem to zadevo prepustil podžupanji in je ona potem sklicala mlade. Moram reči, da je bila ta prireditev zelo dobra, tudi na zelo visokem nivoju. Pa zakaj ne bi dali mladim, ki so polni energije, naj oni nekaj delajo in se dokažejo. Tako da ta prireditev, moram reči, da je bila zelo na visokem nivoju, tudi zelo dobro obiskana, pa verjamem, da se bo to nadaljevalo še naprej. No, tudi na investicijskem področju se marsikaj dogaja, še vedno pa precej energije in tudi sredstev v Mislinji namenjate sanaciji posledic poplav iz leta 2012 in pa sanaciji žledoloma iz leta 2014. Most čez reko Pako pri Gornjem Doliču se tako že popravlja. Ja, ta most oziroma ne popravlja, ampak se dela na novo. Mislim, da bo do konca maja bo gotov. Vrednost tega mostu bo nekje 37 000 evrov, ker ta most je dejansko prej bil lesen, ga je odneslo in smo bili primorani, da naredimo novega. No, pri žledolomu pa velja izpostaviti 3 projekte. Sanacija lokalne ceste, Hudovernik Paka se prav tako že izvaja. Tudi tukaj že brnijo stroji, projekt se že izvaja. To bi moglo biti dokončano do 15. maja, ampak danes sem bil tudi na ogledu tega projekta. Sem malo skeptičen, da bomo dokončali, tega bo treba najverjetno rok podaljšati, ker moramo na Ministrstvo za okolje in prostor tudi dati poročila in zaprositi za ta sredstva, ki so jih nam odobrili. Ja, ta investicija je kar visoka, se pravi okrog 70 000 evrov.
Pri tem nam, tako sem že povedal, ogromno pomaga Ministrstvo za okolje in prostor, ostale neke stvari pa tudi gre iz proračuna občine Mislinja. No, v ta sklop sodi še sanacija brežine lokalne ceste Šentlenart-Žilc v Mislinjskem Grabnu, kar 3 odseki se bodo uredili. Tudi tukaj že delamo, mislim, da bo končano nekje, vidimo na sliki, nekje konec maja. Tudi ta investicija je dokaj visoka, okrog blizu 80 000 evrov. Tudi tukaj je nam pomagalo Ministrstvo za okolje in prostor, da občina seveda pokriva določene stroške, ki grejo iz našega proračuna, ampak moram poudariti in se zahvaliti tudi na tem mestu našemu skrbniku Bogdanu Slemeniku, ker toliko energije res in dobrega sodelovanja z ministrstvom, brez tega mi ne bi mogli teh sanacij izvajati. Kako pa je zdeli pri pravokotnem propustu na gozdni cesti Pristovnik-Ponikva? Ravno danes sem bil tudi na ogledu tega prepusta, tam je dejansko most zlomljen, vidimo tudi na sliki in tudi ta je bil v tej sanaciji in ga bomo tudi v letošnjem letu, oziroma mislim, da že do dopusta bo tudi ta most urejen. No, v Mislinji ste imeli v preteklosti kar nekaj težav s plazovi. V zadnjem letu ste jih sanirali precej, celo več, kot ste sprva načrtovali. No, v mesecu februarju tega leta pa se je pojavil še eden na brežini lokalne ceste v Tolstem vrhu in tudi tam že stroj brnija. Moram povedati, da tu so stroji že končali, s tem sanacijo tega plazu smo končali, je zelo lepo tudi urejeno. Je res, da smo v lanskem letu tudi na tem delu že nekaj sanirali, ampak kar se tiče ceste, ampak pokazalo se je in je dejansko nam počilo na sredi travnika in začelo vleči. Tako da je ta zadeva zdaj končana, poklicali smo geologe in z pomočjo njihovih projektov smo tudi ta plaz sanirali. Ta sanacija plazu je dejansko šlo iz našega proračuna, bilo pa malo manj kot 10 000 evrov. Še ena sanacija vas, gospod župan, čaka v jesenskem času, plaz na javni poti križišče Krenkar-Sedovnik. Ja, tudi tega bomo sanirali, tega bomo v jesenskem delu, gre pa tudi za investicijo približno 40 000 evrov, pa ni kar ta plaz, imamo še kar precej plazov. Vemo, da občina Mislinja po kvadraturi je zelo velika, 112 kvadratnih kilometrov ceste imamo v slabem stanju, ne moram reči, da so dobre in čaka nas ogromno dela tudi v nadaljevanju. Predvsem bo tu sanacija teh slabih cest in plazov, ki so še v naši občini. No, aktualni sta še 2 kar večji pomembni investiciji. Tu mislim na energetsko sanacijo telovadnice pri osnovni šoli in kulturni dom. Obe stavbi sta potrebni prenove, sploh energetske. Ja, ravno kar se pripravljajo projekti, ampak ker gre tukaj za javno-zasebno partnerstvo, se moramo občine povezati in bomo skupaj prijavljali projekte. Mi v občini Mislinje bomo prijavljali na ta projekt kulturni dom, tako kot ste že povedali, in pa seveda telovadnico. Oziroma za telovadnico bomo še videli kako, ker ravno sedaj imamo težave in se dogovarjamo, ali ima smiselno iti v to prenovo ali bomo počakali za naslednje leto. Osebno veliko stavite tudi na projekt imenovan Športno-rekreacijski park Stari Bajer, ki pravzaprav v prihodnje ob skakalnici načrtuje tudi sodoben center za mlade. Nenazadnje želite si tudi manjšega hotela. V občini Mislinje bi res rabili en mali hotel, predvsem zaradi tega, ker nimamo, če pridejo turisti, jih nimamo kaj ponuditi. Imamo nekaj manjših sob, ki se oddajajo, ampak to je premalo za turiste. Ta projekt Stari Bajer, oziroma naredili bomo to športna igrišča, predvsem z prireditveni prostor, ki ga tudi rabimo. Tega projekta smo lotili postopoma, ker imamo projekt je narejen, idejni projekt je narejen, projekt bo izdelan v kratkem in res moram povedati, da v letošnjem letu bomo naredili vsaj ta osrednji del, prestavili cesto, tudi nekaj sredstva bomo dobili iz fundacije za šport. Tako da jaz verjamem, da v naslednjih letih bomo tudi dobili ta res
res športno središče v centru Mislinje. Ostaja pa dejstvo, vsi ti napori, celoten projekt bo predvsem namenjen mladim, ki zdaj pravzaprav svojega prostora v Mislinji nimajo. No, prostore imajo, seveda se tu uporabljamo razna igrišča, ki jih imamo v šolsko igrišče, pol imamo igrišče v Doliču, v Dovžah, v Stražah, ampak center Mislinja pa res nima nekega svojega igrišča, oziroma mi rabimo ne samo igrišče, mi rabimo nek prireditveni prostor. Tega res potrebujemo in verjamem, da v letošnjem letu bomo vsaj to izvedli, da bomo imeli lahko kakšno prireditev, v naslednjih letih pa naprej nadaljevali z projekti, ki jih imamo nastavljene. Gospod župan, na željo lastnikov zemljišč, ki bodo tudi sofinancirali dela, se obeta še asfaltiranje enega cestnega odseka. Ja, nekaj smo se že pogovarjali z lastniki, sedaj jih čakam, sami iščejo predračune, pa to, ker občina lahko sodeluje pri soinvesticiji, se pravi sofinanciranju asfalta. Imamo tudi tročlansko komisijo oziroma 5-člansko komisijo, ki potem ta razdela, koliko pač sredstev bodo ti lastniki dobili. To zadevo, moramo reči, osebno zelo podpiram, kajti če so ljudje pripravljeni sami nekaj investirati, se mi zdi prav, da je tudi občina priskoči na pomoč. Na Mislinji se bo ob 1. maju marsikaj dogajalo, nenazadnje ročno postavljeni mlaji stojijo že marsikje, spomniti pa velja ob tem na blagoslov motorjev na Šentilju in tudi na blagoslov konj, ki pa bo potekal 2. maja. Kar dva taka zanimiva dogodka. Ja, res je, na Paškem Kozjaku mlaj postavljamo ročno, ker pač ne moremo zraven priti z stroji, ampak to je zelo, moram reči, zelo tudi nevarno, ampak moram reči, da vsi ti gospodje so že toliko vežbani, da se ta mlaj postavi. Moram povedati, da sem zelo zadovoljen oziroma zelo vesel, ker mlaj je zelo lep in dejansko stoji na vrhu Paškega Kozjaka. Kar se pa tiče 1. maja, mislim, da je že 34. srečanje v Završah, kateri to prireditev prireja planinsko društvo v sklopu s kulturnim društvom Završe. Tam pričakujemo kar precej ljudi, to kot vsako leto. Potem imamo tudi blagoslov motorjev, ki ga organizira motoklub Modrost, tako da bo kar pestro. Na novo ste zastavili tudi aktivnosti na področju turizma, kjer ste ustanovili tudi skupino za turizem s prav posebnim pomenom, da se poglobi v to materijo. Pred časom smo v časopisu Dnevnik dobili zelo, lahko rečem, kar težko kritiko, ki me tudi sam, ko sem je bral, sem se malo pri tem zamislil, ampak ni za to. Mislim, da bo nam dala ta več moči, oziroma moram povedati, da smo se občani občine Mislinja združili in tako bomo tudi lažje prišli do teh ciljev, ki smo se zastavili. Ogromno stvari je v občini Mislinja že narejeno. To bi bil krivičen, če bi rekel, da turistično društvo ni delalo. Ogromno stvari so naredili. Res pa je tudi to, da moramo vse to povezati in da dejansko naredimo en projekt, ki bo res zadostil tem našim obiskovalcem, da jim lahko pokažemo, kaj jim nudi občina Mislinja. Čaka nas še ogromno dela na tem področju, to vem in se tega dobro zavedam. Zato smo tudi ustanovili to skupino, da združujemo ideje, ki jih imajo občani, in poskušamo iti jim nasproti. Ker občina Mislinja sama si ne more iti v turizem, ampak turizem smo ljudje. In dolžnost mene kot župana oziroma občine je, da pripravi vse oziroma da suportira in pomaga občanom, kaj vse bo treba narediti, da bomo lahko se šli večjega turizma v naši občini. No, na tem področju si veliko obetate tudi od centra Kope, kjer si želite več aktivnosti, več dogajanja. Moram reči, da center Kope je kar nočna mora, ker res želim, da bi center Kope zaživel. Kot veste, smo imeli težave tudi oziroma stečaj, so šle sedežnice in podjetje Vabo je tudi imelo samo veliko probleme. V letošnjem letu je pa nas cilj, da center Kope oživimo. Imeli smo tudi že neke ponudnike preko meje, da bi se vzeli v ta
ta naš center kope v najem. Pogovarjamo se še v tem trenutku, sam ne morem še reči, kako daleč naprej, ampak verjamem pa v to, da center kope bo dobil svojo dušo in da bomo lahko ponosni na ta dom, ki ga imamo v centru kope. Hkrati pa tudi pozivam vse, če rabijo konferenčne dvorane, če rabijo sprostitev v naravi, in jih tudi vabim v naš center kope, ker imajo tu jim vse nudi. No, če že gospod Bojan govoriva o turizmu, velja izpostaviti tudi pomanjkanje nastanitvenih kapacitet, s katerim se soočate. No, ravno prej sem povedal, da v Mislinju res rabimo en mali hotel, kjer bi lahko turistom oziroma gostom ponudili prenočišče. Nekaj prenočišč imamo v naši občini, ampak to je premalo. Jaz verjamem, da bo tudi s tem projektom, ki ga imamo v mislih, se tudi to na daljši rok tudi zgradilo. Seveda želje so velike. Kdaj bomo lahko tu zgradili, v tem trenutku ne morem reči, ampak načrtovati moramo, če hočemo sploh, da do teh ciljev pridemo. Že kmalu, v mesecu maju, načrtujete tudi zbore krajanov, kajti na terenu verjetno izveste največ o težavah posamezne lokalne skupnosti in ne nazadnje tudi o tem, kaj posamezna lokalna skupnost potrebuje. Jaz mislim, da je to prav, da se na teh zborih občanov, ki bomo imeli po vaških skupnostih, da tudi župan sliši, kaj si ljudje želijo, kaj bi radi imeli, pa tudi, da jim jaz predstavim, kaj vse imamo v planu, kaj vse bi radi naredili. Zato se mi tudi zdi zelo smiselno, da bodo ti zbori občanov, da jih naredimo. Hoteli smo že v mesecu aprilu, ampak zaradi določenih zadev, tudi zaradi mojih zdravstvenih težav, smo to preložili in gremo v sredini meseca maja z temi občin zbori v vseh vaških skupnosti in tudi v centru Mislinja. Gospod župan, če se strinjate, bi zdaj spomnil naše gledalke in gledalce, da oddaja Župan z vami poteka v živo. Če imate kakšno vprašanje za župana občine Mislinja, če želite podati kakšen predlog, ne nazadnje tudi kritizirate, lahko, če seveda je kakšna takšna zadeva, ki vam ni povšeči. Trajanje oddaje je omejeno na 1 uro in v tem času vam je gospod župan na voljo 03 897 0770, 03 897 0770. Sicer pa, gospod Bojan, šolska poslopja so pravzaprav gibalo razvoja vsake posamezne lokalne skupnosti in v tem kontekstu velja izpostaviti prav podružnične osnovne šole. Nekoč so pri vas bile oziroma delovale 3, v preteklosti eno na Paškem Kozjaku ste že izgubili, v Završah in Doliču še ostajate, ampak prav tista v Završah je žal pod vprašajem. Žal, eno smo že izgubili in to je podružnična šola na Paškem Kozjaku. Moram reči, da jim je zelo žal, da se je ta šola zaprla, kajti po mojem mnenju otroci do 5. razreda bi lahko res hodili v to šolo. Šola na Kozjaku na Paškem Kozjaku je nova in si mi res zdi škoda, da se je to zaprlo. Ampak žal, zdaj je tako, kot je. S tem, ko se je zaprla šola, je tudi kraj izgubil srce in dušo. To je moje osebno mnenje. Res, kolikor se vidi sedaj, bomo imeli težave v Završah. Jaz upam, da šole ne bo potrebno zapirati, da se bodo občani, da si tega zavedajo. Če bodo šolo izgubijo tudi srce svojega kraja. Tudi za materinski dan sem bil v Završah. Moram povedati, da je bil enkratni program, ki so ga pripravili učenci podružnične šole Završe. Tako da jaz verjamem, da bomo našli skupni jezik, da se ta šola ne bo zaprla v Završah. Jaz si tega absolutno ne želim, kajti kraj, če šolo zapre, izgubi srce, tako kot sem že povedal. Verjamem, da bomo to zadevo rešili. Seveda, to je pa odvisno od samih krajanov Završ. Vedno bolj pomembno področje postaja skrb za starostnike, kajti naše prebivalstvo se stara. Ja, sem kar malo se bal, oziroma te postavljal to vprašanje, oziroma sem tudi razmišljal že ogromno o tem. Prejšnji teden je bil pri meni eden občan in mi je tudi dal pismo ravno v domu za upokojence. Tudi to bomo mogli dati v plan in res narediti dom za starostnike od 50 do 100, da bomo imeli v naši občini. Jaz verjamem, da bomo lahko do tega doma prišli, ampak seveda se vse ne da iz danes na jutri.
Verjamem pa, da v prihodnjih letih lahko se tudi ta dom zgradi. No, ob povedanem je potrebno spomniti, da je treba v Mislinji zagotoviti dodatno stanovanjsko gradnjo. Spogledujete se osebno za mislijo, da bi zgradili še en blok, kar je zelo pozitivno. Ja, tudi o tem smo se že pogovarjali. Imamo v planu, da bi se gradil ta blok. Pogovarjal sem se tudi z stanovanjskim skladom, ki so pripravljeni nam pomagati in financirati, ker kajti imamo težave z stanovanji. Moram povedati, da je prosilcev veliko. Mi pa dejansko teh stanovanj nimamo, oziroma nekatera tako slabem stanju, da niso primerna za stanovalce. Upam, da v naslednjih 4 letih bo tudi ta blok stal. Je pa seveda moramo strniti glave in narediti prioritete, katere bomo pač naši občini delali. Zdaj pa k še bolj veselim stvarem, k praznovanju občinskega praznika. Nezadržno se bliža. Najprej 18. junija načrtujete pohod v spomin na prejšnjega župana Franca Šilaka. Že v lanskem letu smo naredili ta pohod, ampak v manjšem številu. Bilo je enih 20 pohodnikov. Jaz pravim, Franc Šilak si to zasluži, kajti bil je župan z srcem, imeli smo ga vsi radi in ta pohod na spomin Franca Šilaka bi naj bil tradicionalni. In ta bo tudi 18. junija. No, 22. junija pa se obeta veliki koncert Slovenske vojske v dvorani Lopan. Ja, takrat je koncert Slovenske vojske. Igral bo nam orkester Slovenske vojske. Moram povedati, da tudi dirigent, ki vodi Babnikovo godbo, sodeluje v tem koncertu oziroma v tem orkestru. Povedati moram tudi to, da za vojsko zelo dobro sodelujemo. Bili so že 2krat pri nam tudi v centru Kope. Pogledati so si šli tudi osnovno šolo na Paškem Kozjaku, da bi se morda kdaj tu oglasili v naših krajih in kakšne vaje, ko jih pač potrebujejo za vojsko, tudi izvedli v naši občini. Gospod župan, dan kasneje, 23. junija, sledi svečana akademija ob 40-letnici Karate kluba Mislinja. Kar pomembna obletnica. Ja, Karate klub Mislinja praznuje 40-letnico. Na to prireditev bojo povabili vse ti mojstri, s katerimi klub deluje. Nastopali bodo športniki, se pravi s kratkim kulturnim programom. Karate klub bo izdelal tudi v ta namen svoj almanah, tako da bo tudi predstavitev tega kluba med tem občinskim praznikom. Veliko obletnic bo v tem letu, še en jubilej je torej pred vrati. 24. junija bo Društvo upokojencev Mislinja praznovalo 40. rojstni dan in to delovno srečanjem Koroške pokrajinske zveze upokojencev. Spet bo veliko ljudi, spet bo veselo. Ja, tako je. Moram čestitati upokojencem za to obletnico. Moram povedati tudi to, da upokojenci so zelo aktivni v občini Mislinja in res postavili bomo tudi šotor. Povabili so tudi ogromno gostov, tudi ansambel bo tukaj takrat, mislim, da ansambel Avsenik, tako da tudi vabljeni takrat na tisto prireditev. Jaz verjamem, da bo veselo. Je pa Mislinja znana tudi po dobrem in uspešnem medgeneracijskem sodelovanju. Najmlajši pa najstarejši gredo dobro skupaj. Ja, res je, zelo dobro sodelujejo, tako kot sem že prej povedal, na vseh področjih, in športnem, in kulturnem. Društva v občini so res za pohvaliti, no. Osrednji dogodek pa bo nedvomno svečana seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj. Tako je, svečana seja bo v soboto, mislim, da je datum 24. Takrat tudi povabimo na našo praznovanje oziroma svečano sejo občane iz Pobratene občine Središče ob Dravi, kjer bomo tudi gostili cel dan, so potem z nami tukaj, mi smo tudi bili pri njih dol v Središču ob Dravi, se izredno dobro počutimo in me je kar malo strah, kako smo mi bili dol, se pravi, cel dan pri njih, kako so dobro skrbeli za nas, da jim tudi mi vrnemo to dobroto, ki smo mi dobili v Središču ob Dravi.
Letos jih bo gostila vaška skupnost Završe. Imamo vedno tako, da jih ena vaška skupnost vsako leto gosti, seveda s pomočjo občine Mislinja. No, še pred občinskim praznikom pa velja spomniti na prvi Zoisov kiparski tabor v Mislinji 6. junija se bo zgodil. Zakaj pravzaprav gre? Poglejte, v Zoisovem parku imamo deblo, ki je bilo podrejeno, jasen, ki je bil podrejen v lanskem letu zaradi nevarnosti. Zelo dolgo se pogovarjali, kaj s tem, ideje so padle. Povabili smo rezbarje, ki bodo izdelali iz tega hloda, da ne bomo ga vrgli v stran, ker je res škoda. Smo jih povabili in bodo izdelali razne kipce. Niso še ideje, še niso zaključene ideje, še zbiramo, tako da tudi vabim, če ima kdo kakšnokoli idejo. Drugače se pa pogovarjamo, da bi izdelali gozdarja, potem kovača, pa še kaj drugega. Tudi na tem mestu tudi vabim, če ima kdo kakšnokoli idejo še, ker še ideje še zbiramo, zadeva še ni zaključena in se res želimo, da iz tega debla nekaj nastane, da ne bo izprahnela nam v parku. Dodana vrednost tega dogodka bo tudi ta, da potem pravzaprav ta skulptura, velika iz 3 sestavnih delov sestavljena, ostaja v tem parku. Ostaja. Ta struktura bo ostala v tem parku. Tudi malo smo že gledali, kje bo stala, tudi da upam, da bo res ponos našega Zoisovega parka. No, po občinskem prazniku boste slavili lovci, namreč lovska družina Dolič bo julija praznovala 70 let in priprave na ta dogodek so verjetno v polnem zamahu, v polnem teku. Ja, priprave že potekajo, sestanki se izvajajo, tako da res 4. julija vabim vse ljubitelje lovcev, da pride na to prireditev. Mi bomo na to prireditev povabili vse kmete, katerim pač imamo mi lovci ta lovišča, da se jim nekako zahvalimo za obojestransko in dobro sodelovanje. No, ko smo vas prvič gostili v tem našem studiu, ste dejali, da vam pravzaprav udejstvovanje v lovski družini, opazovanje divjadi pomeni veliko, da vas sprošča. Je zdaj za ta hobi še kaj časa ostalo? Je, ampak moram povedati, da je kar dosti manj, ker dejansko sem vse vikende odsoten, imam službene oziroma ljudje pač želijo, da si prisotni na raznih prireditvah. Kolikor mi pa seveda ostaje časa, sem pa tudi v gozdu. No, v lovski družini Dolič vas je preko 40 lovcev, na srečo pa imate tudi že podmladek, ki potem nekoliko kasneje prevzame vse te vaše aktivnosti. Ja, moram povedati, da se je članstvo v naši lovski družini Dolič kar pomladilo. V zadnjih 4 letih smo dobili 8 mladih članov, tako da je to kar dobro, da tudi z mladimi delamo, kajti starostna struktura je bila kar visoka že, ampak zdaj je povprečje starosti je že kar padlo. No, že iz dosedanjega pogovora, gospod župan, je razvidno, da se v Mislinji marsikaj dogaja, marsikaj se bo dogajalo, da bi pravzaprav ljudje širom Slovenije spoznali te vaše mnogotere aktivnosti, ste se odločili in tudi boste ali ste že posodobili spletno stran občine. Še boljša bo, še bolj priročna in nenazadnje za ljudi primerna. Ja, že dolgo se pogovarjamo, da moramo pač narediti novo spletno stran, kajti ta je bila dobra pred 5-6 leti, sedaj je že zastarela, tako da tudi spletna stran do praznika občine mora biti postavljena in verjamem, da tudi bo. Dodali bomo tudi še to virtualno stran. Na teh virtualnih stranih bomo podali vse tiste stvari, kjer so za občino Mislinja zelo pomembni, od kulturnih, spomeniških, da bodo ljudje oziroma turisti, kjer občino Mislinja ne poznajo, si lahko tudi že slikovito pogledali in tudi v video določene zadeve v naši občini. Resnično konkretnega premika si želite tudi na področju urejanja prostora in osnova zanje seveda občinski prostorski načrt. S prejetjem le-tega pa se zatika. Zakaj? Poglejte, meni je že kar nerodno, ko me ljudje srečuje, pa me sprašuje, kako je z občinskim prostorskim načrtom. Bilo je obljubljeno, da bomo to že naredili že v začetku tega leta, ampak žal zadeve so se zakomplicirale. Veliko težav imamo z Ministrstvom za kmetijstvo, ker pač nam ne dovolijo, da bi se širila ta gradnja. Mi kot občina pa moramo tudi
zastopati naše občane, da se neke želje izpolnijo, da imajo tudi možnost razvoja kmetje oziroma tisti, kjer pač hoteli kaj graditi. Ampak to zadevo bomo rešili mislim, da v tem mesecu. Imamo nekaj težav tudi na kopah, predvsem imamo težave z enim lastnikom, ker so naravovarstniki vrgli del zazidalne površine ven, ker pač se 30 let na tem področju ni naredilo nič. Jaz verjamem in se še pogovarjamo z naravovarstniki v Mariboru, da bomo tudi tu našli skupno točko, pa da se zadeva zaključi. Ker res mi je žal, da stojimo zaradi dveh zadev s prostorskim načrtnim planom, je pa že sramota. Tudi meni ni zadovoljstvo in me že kar malo nerodno, ko mi ljudje sprašuje, kdaj bo. Kakorkoli zadeva, če ne bodo šle tako, kot si vsi skupaj želimo, bomo pač mogli neke zadeve črtati ven in ta prostorski načrt sprejeti, kajti ljudje to res pričakujejo. Seveda tudi to industrijska cona, da je damo, ker ljudje, oziroma bili so pri meni že tudi eni poslovni partnerji iz Žalca, da bi se pri nam zgradila neka tovarna, žal so potem od tega odstopili. Ne glede na to, moramo mi biti pripravljeni, da lahko ponudimo obrtnikom, da se lahko nekaj gradi tudi v naši občini, da zagotovimo vsaj nekaj novih delovnih mest. Kot ste mi povedali, ste z delom občinske uprave zadovoljni, nenazadnje delo je opravljeno, kljub temu, da bi po sistematizaciji lahko imeli celo 2 zaposlena več. Lahko bi imeli, ja, ampak mi poskušamo s temi sodelavci, ko jih imamo, narediti maksimalno. V kratkem najverjetneje bomo mogli nekoga še zaposliti, ker dela je res ogromno. Pa ni problem toliko v delu tekočih zadev. Problem imamo z stvarmi, ki so se dogajale v preteklosti. Predvsem je to ogromno pravnih zadev, ki jih je treba rešiti, pa verjamem, da bomo to uspeli. Nekoga bi tudi morda rabili za razpise, da imamo človeka, ki bi nam pomagal, oziroma čeprav razpisov za infrastrukture dejansko ni več, zato je še toliko bolj pomembno, da iščemo razpise, na katerih se lahko prijavljamo. Najverjetneje bomo, tako kot sem tudi že napovedal, prej še zaposlili enega sodelavca, kajti z temi, ko sedaj delamo, dejansko ne pridemo, oziroma ni rezultat tisti, ki bi se želeli. Nekaj se pomagamo z javnimi deli, ampak to ni to. Mi rabimo sodelavca, ki podelajo res na teh področjih, katere potrebujemo, pa tudi verjamem, da bo tisti, ki bo na novo zaposlen, dal tisto doprinos naši občini, da bomo še bolj prijazna občina do občanov. Z občinskim svetom tudi dobro sodelujete? Res je, to moram pohvaliti občinski svet, zelo dobro sodelujemo, ne glede politične stranke, ampak v naši občini se ne gremo politike, ker le tako, če bomo vsi skupaj delali vsi za enega, eden za vse, bomo lahko delali in bomo razvijali našo občino na vseh področjih. Seveda, namen je, da skrbim enakomerno na vseh področjih, se pravi na vseh, da ne izpostavljen en del oziroma ene vaške skupnosti, druge vaške skupnosti, ampak da se dogovorimo sproti za enakomerni razvoj. To je moja dolžnost. Moram pa povedati, da občinski svet zelo dobro dela, so zelo konstruktivni. Kar se tiče občinskih sej, moram povedati tudi, da zelo hitro potekajo, kajti vse zadeve že prej predebatiramo na usklajevalni seji, na odborih, tako da umazano perilo, pa moram reči, da se ga zelo malo, se ne pere na naših občinskih sejah. Bilo bi pa zelo nerodno, da bi vsi enako mislili, se pravi, če bi vsi enako razmišljali, napredka v občini ne bi bilo. Tudi večkrat tedensko, gospod župan, v svoji pisarni gostite občanke in občane, ki vas seveda soočajo z svojimi težavami, vi pa gotovo pomagate po najboljših močeh. Vsaj enkrat tedensko, oziroma če ne večkrat, so odprta vrata za vsakega občana. Res pa je, da vso zadevo župan ne more rešiti. Jaz jih tudi že v tajništvu, da če ni taka zadeva za župana, da jih usmerimo na naše ljudi, kateri so pa zadolženi za razna področja, da že oni prej upravijo razgovore, oziroma da jim oni sodelavci pomagajo. Ker kakorkoli, če pride do mene, jaz moram se vedno imeti zraven vodje investicij, pa tudi za sodelavca, ki je zadolžen za ceste, pa tu, da skupaj pol iščemo rešitev. Občani,
pri meni so dobrodošli, jaz jih z veseljem sprejemam. S tem pa tudi spoznavam problematiko v naši občini. Verjemite mi, pa problematike je pa ogromno na vseh področjih. Širša slovenska skupnost Slovenije pravzaprav pozna občino Mislinja po odmevnejših športnih dosežkih. Trenutno ste najbolj pa upravičeno ponosni na dosežke ženskega odbojkarskega kluba, ki jim je uspel velik met, namreč tekmujejo v prvi slovenski ligi. Ja, ženske rokometne, se opravičujem, odbojkarski klub je prišel v prvo ligo, res sem ponosen na njih in še enkrat čestitam in dekletom in seveda vsem strokovnemu taboru, se pravi in trenerju in vodstvu kluba, da so prišli v prvo ligo. Parkrat sem bil tudi na tekmah, moram povedati, da sem bil zelo vesel. Res se vidi, da je timski duh, da delajo punce tako, kot je treba. No, žal pa vam ta velik uspeh dela tudi sive lase, namreč stara telovadnica pri osnovni šoli zdaj ne zadošča več sodobnim zahtevam odbojkarske igre in vaše tekmovalke morajo pravzaprav vedno gostovati, ko tekmujejo. Ja, tudi na to temo smo danes sedeli, ne glede na to, ali so odbojkarce v prvi ligi ali ne, mi moramo s telovadnico nekaj narediti in to res je tega govoričenja že dosti. V drugo leto moramo stakniti glave na kakšen način, da se ta telovadnica ali razširi ali se naredi nova. To bomo videli, idejne projekte naročiti. Se pravi, tudi če ne bi dekleta šle v prvo ligo, moramo mi to telovadnico sanirati oziroma zgraditi novo. Prijavili smo se v lanskem letu, zato smo tudi morda malo čakali tudi na pilotni projekt, evropski pilotni projekt, z upanjem, da bomo izbrani, ampak žal nismo bili izbrani. Ta telovadnica se bo delala nekje v Sloveniji, če seveda to res, ko sem izvedel. Jaz verjamem, da v tem mandatu, če druga ne temeljni, te telovadnice bodo oziroma moramo narediti, ne glede, da je pa že res tudi, sam se že preveč ponavljam in obljubljamo to telovadnico, če ne drugače tudi na račun kredita, da ima osnovna šola telovadnico tako, kot si je pa seveda zasluži. Peripetije okrog skakalnega centra Mislinja žal niso nikomur v ponos, najbolj pa pravzaprav ali pa žrtev tega so pa prav mladi tekmovalci. Kot župan si seveda želite, da sprte strani nekako uskladijo te svoje aktivnosti. Kaj pa pravzaprav lahko storite, da zadevo pospešite? Jaz verjamem, da bojo sprte strani našle skupni jezik. Veliko stvari izvem sam iz medijev, največ, ker v teh zadevah tudi nisem bil obveščen oziroma me je poklical samo prejšnji predsednik skakalnega kluba, da ni več predsednik, da je sedaj predsednik gospod Viktor Robnik, ampak v to zadevo se kot župan nisem in se ne bom spuščal, ne. Seveda pa, če se zadeve ne bodo uredile, če se skoki ne bodo začeli dogajati v občini Mislinji, bom pač dal to občinskemu svetu in občinski svet bo odločil, na kakšen način naprej. Verjamem pa in če upam, da zadeve se bodo uredile, da bodo otroci, posebno v tem času, kar je Peter Prevc oziroma vsi naši skakalci, kar so naredili, euforijo v naših mladih, da bodo v letošnjem letu, da bomo videli precej več mladih skakalcev. Tako kot sem že prej povedal, v lanskem letu smo obnovili sedežnico, malo pred kakšnim mesecem je tudi ta dobila obratovalno dovoljenje in jaz upam, da nismo zastonj financirali, da se bo v občini Mislinji res, da se bo dogajali skoki in da bomo ponosni na naše skakalce. No, ob tem pa občina sofinancira še del skakalnega programa. Ja, seveda, oni se prijavljajo, tako kot vsi drugi športniki, na ta sredstva, ki so za šport in tu naša komisija pol pač na rang oziroma v kateri rang spadajo, razdeli ta sredstva. Mi sredstev nismo zmanjševali ne na športu, ne na kulturnem področju, čeprav vemo, da imamo vedno več težav, ampak zavestno smo se odločili, da sredstva ne bomo zmanjševali, predvsem, da podpiramo šport, da podpiramo kulturo, kajti brez tega tudi ni občine, se mi zdi. No, nosilni športi v občini Mislinja so odbojka, smučarski skoki, karate, pa verjetno še kaj. Ja, to smo pozabili povedati, še strelci. Strelci so zelo dobri tudi na državnem nivoju.
občina Mislinja, ne glede kako je majhna, ima zelo dobre športnike. Zato jim tudi na tem mestu res iskreno čestitam in si želim, da take uspehe tudi v nadaljevanju. Vzgoja dobrih kadrov se začne v osnovni šoli in osnovna šola Mislinja sodi v zadnjem obdobju med najaktivnejše v Sloveniji. Lani so recimo blesteli na državnem tekmovanju Kaj veš o prometu, letos so postali najaktivnejša šola na regijskem natečaju Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje z naslovom Nesreče delujmo preventivno. Zaključna prireditev je bila pri vas prejšnji teden in spet je bila dvorana polna. Dvorana je spet bila polna, to je dober znak, se pravi, da se tudi občani udeležujejo teh prireditev. Jaz sem zelo ponosen na naše učence iz osnovne šole, pa tudi na vrtec v naši občini. Ne. Zelo dobro delajo z mladimi, se zelo dobro delajo, tako da je čestitke vodstvu, ravnateljci obeh šol, se pravi obeh institucij, se pravi in osnovne šole in ravnateljci vrtca. No, mimo gasilcev spet ne moreva, ne nazadnje prostovoljno gasilsko društvo Dolže 28. maja obeležuje pomemben jubilej, 90 let bodo stari. Tako je, praznovali bodo 90-letnico. Večkrat sem že tudi povedal, da so gasilci županova vojska in dejansko so res. Jaz sem na gasilce v naši občini zelo ponosen. V naši občini imamo 3 gasilce, se pravi 3 gasilska društva. V Mislinji, v Doliču in v Dolžah. In vsi zelo dobro delajo in tudi na tem mestu jim iskreno čestitam za 90-letnico. Gospod župan, dnevno se sestankujete po celi Koroški, pa ne zadnje po celotni Sloveniji. Kakšno pa je vaše sodelovanje z ostalimi koroškimi občinami? Ne nazadnje županje in župani se enkrat mesečno tudi srečate. Vsaj enkrat na mesec se srečamo. Seveda sodelovanje mora biti. Le tako lahko gremo z napredki naprej oziroma z razvojem. Predvsem iz tega, ker so tudi vsi projekti nastavljeni tako, da se moramo občine, kako hočeš nočeš povezovati, če hočemo biti uspešni. Moram povedati, da z ostalimi občinami zelo dobro sodelujemo. No, določa vas tudi kar dobro sprejeta kolesarska steza Slovenj Gradec-Mislinja, ampak pri tej zgodbi se niste zaustavili. Načrtujete nadaljevanje le-te, ampak seveda to terja čas, to terja energijo, predvsem pa znatna finančna sredstva. Tu ciljam na podaljšanje te poti do Velenja. To je naša želja, ne samo naša, tudi želja občine Velenje. Smo že na to temo tudi sedeli in verjamem, morda da v prihodnje se bo ta kolesarska steza sigurno zgradila. To so ogromna sredstva, ki bo treba vložiti, ampak kjer je volja, je tudi pot. Jaz verjamem, da ta kolesarska steza bo, če ne čez kakšne 2-3 leta, morda 4, sigurno se bodo občine povezale med sabo. No, tudi zaradi tega projekta, pa številnih drugih, bo v prihodnje, gospod Bojan, še kako pomembna prosta kreditna sposobnost vsake občine. Kako je s tem pri vas? Ste precej zadolženi ali ne? Naša občina je na Koroški regiji druga najmanj zadolžena. Najmanj je občina Podvelka, potem smo že mi. Mislim, da smo mi zadolženi tam nekje 75 evrov na občana. Tako da tudi tukaj imamo še neke rezerve. Prej sem že povedal, da najverjetneje bo treba zgraditi to telovadnico. Imamo seveda še tudi druge projekte, ki jih je treba izvesti, ampak prioritete bo treba nastaviti. Predvsem imam tu v mislih novo knjižnico oziroma zdravstveni dom, imamo težave, pa tudi na konec koncev tudi gasilski dom v Mislinju je na zelo neprimerni lokaciji. In gasilci rabijo tudi en primernejši, sodobnejši gasilski dom, da ne bodo šli na intervencije kar dejansko na glavno cesto. Jaz verjamem, da bomo tudi s skupnimi močmi prišli do tega želenega gasilskega doma oziroma knjižnice in zdravstvenega doma, to bi radi naredili v enem objektu, da ne bi bilo pač tudi zaradi samih stroškov. Kdaj? V tem trenutku še ne moram povedati, ampak to bomo mogli stakniti glave in iti res nastaviti, kateri programi najprej, pa postopoma te zadeve reševati. No, veliko v Mislinji stavite tudi na naravno dediščino. Te dediščine je veliko in številna društva pripravljajo na letnem nivoju številne prireditve, kjer se vseh teh običajev, pa ne nazadnje tudi zgodb iz preteklosti, radi in pogostokrat spominjate. Tega je v naši občini kar veliko.
Ja, društva, tako sem že prej, ko smo že oba ugotavljala, so zelo aktivna v naši občini in tudi ogromno dela na teh področjih. Tako da, kar se tiče društev, me ni strah. Tudi včeraj smo imeli eno prireditev, Oživela, mislim, da je bil naslov Oživela je pravljica, ki je pripravila osnovna šola oziroma vrtec v Doliču, podružnična šola Dolič in pa vrtec v Doliču. Izredno lepo prireditev. Res sem ponosen na to prireditev, kako so mali iz vrtca tako dolgo igrico se naučili na pamet in kako so res bilo jih je prav z užitkom gledati, kako oni to nastopajo in kako delajo. Tako da na tem mestu res iskrena čestitka vzgojiteljicam, pa tudi učiteljicam na osnovni šoli Dolič in pa vrtcu Dolič, z željo, da se ti projekti nadaljujejo, ker tukaj se le vidi potem, da je učiteljica oziroma vzgojiteljica živi s krajem. Pa ne glede, niso iz kraja Dolič, ampak prihajajo drugod, ampak delajo v tem kraju z dušo, se pravi z dušo in telesom. To se je tudi včeraj na tej prireditvi videlo in lahko res sem kot župan zelo ponosen na njih, da že mali z vrtca začnejo svojo kulturo, tako da v naši občini nas ni strah, kar se tiče kulturnih dejavnosti, pa tudi ne športnih. In spet se bova ponavljala, spet je bila dvorana polna, dobrodelno noto je imela vsa ta zgodba, namreč otroci so denar zbirali skozi to igro za otroke s posebnimi potrebami v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec in pa za šolo v Mislini, za njihov šolski sklad. No, danes sem tudi poklical, drage gledalke, cenjeni gledalci, vodjo tega projekta in dejala je, da jim je uspelo zbrati 1200 evrov prostovoljnih prispevkov. In na tak način je potem biti lepo, gospod župan, vodja ene majhne, ampak srčne občine. Ja, res je. Ponosen sem, da sem župan te, kakorkoli pravimo, mala občina, ampak po površini zelo velika. Teda, tukaj sem že prej se pogovarjal, imamo ogromno zadev oziroma ogromno razprašena je naša občina. Ampak če imaš take ljudi okrog sebe, ti ni biti težko župan, lahko si ponosen na njih in res si želim takega sodelovanja tudi naprej. Tako, kot ste že povedali, tudi danes sem se sam pozanimal, koliko sredstev so zbrali. Se pravi, če je osnovna šola oziroma vrtec izbral 1200 evrov za to, ko smo že povedali, za otroke s posebnimi potrebami, lahko samo rečem iskrene čestitke ali pa po Katancu, če bi rekel, kapo dol. Res še enkrat iskrene čestitke za včerajšnji dogodek. No, v soboto pa ste imeli pred Lopanom sejem sadik. Ja, res kar naprej se nekaj dogaja, je bil sejem sadik. Moram povedati, tudi imeli smo tudi modno revijo, ki so jo predstavili, tudi lahko smo poskušali se, kako smo sposobni voziti, tako da se kar dogajalo, cel dopoldan je bilo kar pestro pred poslovnim centrom Lopan. No, in tudi ob občinskem prazniku, če takole počasi povzameva, bo pravzaprav vso dogajanje osredotočeno prav na dvorano Lopan pa bližnjo okolico. Tam ste dejali, bo šotor, tam bo nenazadnje tudi kopa prižgana, skratka, postaja to področje pomembno prizorišče največjih dogodkov. Ja, za letos je na željo ostalih občanov oziroma vodij društev je bilo, da naredimo to prireditev v centru. Jaz že v tem trenutku naprošam vse občane, da naj ta teden potrpijo za ta občinski praznik. Predvsem gre se tukaj za kurjenje kope, ki bomo en teden se kurili. Upam, da ne bo preveč motilo, da bomo lahko mirno pripravili ta praznik oziroma da bo šel čez cel teden lepo mirno skozi. Verjamem, da drugo leto se prestavimo na že tu naprej, ko sem že prej omenjal, na ta preditveni prostor Stari Bajer, da bomo lahko že potem tukaj tam postavili šotor oziroma da bodo preditve se izvajale že naslednje leto na tem prostoru. Zakaj šotor tukaj pred Lopanom? Predvsem zato, ker igrišče pri osnovni šoli je bilo ravno kar renovirano, se pravi asfaltirano novo in je neprimerno, da začnemo v nov asfalt se vrtati pa postavljati šotor. Zato že tudi res na tem mestu apeliram in sprošnjo na vse prebivalce, da naj ta teden potrpijo, tudi če se bo malo dima, če se bo malo pokadilo, da ne bo preveč panike. Kaj ti gleda, smo pa tudi po zimi, koliko se kadi, koliko je tega smoga. Jaz upam, da bomo tudi ta teden pripeljali to občinski praznik do konca, tako kot se spodobi. Pestro bo v občini Mislinja, gospod župan, v letu 2016. Kakšna pa so vaša pričakovanja? Jaz pričakovanje imam veliko, seveda.
vseh se zavedam, da ne bom mogel dokončati oziroma izvesti. Ampak z sodelovanjem, z korektnim sodelovanjem med samimi, prvič z občinskim svetom, potem z vsemi predsedniki društev in športnih in kulturnih, da bomo te cilje, ki smo zastavili s skupnimi močmi, tudi prišli do konca. V zadovoljstvo ne samo mene kot župana, ampak v zadovoljstvo vseh občanov občine Mislinje. Znate pa v Mislinji, to je tradicija kar nekaj zadnjih let, stopiti skupaj, ko je to potrebno. Ne nazadnje tudi včerajšnji dogodek v Lopanu, dobrodelna igra je priča temu in to je verjetno tisti pravi odnos, ki bo občino Mislinja držal nad povprečjem slovenskih občin tudi v prihodnje. Predvsem si želim veliko pozitivne energije. Ne? Če bomo imeli vsi pozitivno energijo, da ne bomo sijali negativno energijo, se da marsikaj narediti. In jaz verjamem, če bomo tudi na čelu z mano sijali pozitivno energijo, bomo tudi uspešni. Ker zelo pomembno je, da sejemo med občane oziroma med prijatelje pozitivno sfero, bomo tudi dobili pozitivno nazaj. Je res, da je tudi nekaj negativne energije, ampak jaz verjamem, da ta ne bo prevladala, da bomo s pozitivno energijo res prišli do teh zastavljenih ciljev, da bomo stopili skupaj, tako kot znamo in bomo to tudi dokazovali še naprej. No, ravno sem se spomnil, ko sva se prvič srečala, ste dejali, da vas moti ta negativna energija, pa ne samo Mislinčanov, prebivalcev Koroške, prebivalcev Slovenije. Zdaj v tem času, odkar ste župan, so se ti oblaki teme, pa malce slabše volje, kaj razkadili po vašem mnenju? Ja, so se. Moram reči, da so se, ampak ni problem samo tu, tako ste že povedali, samo v naši občini. Problem je že na samem vrhu, z parlamenta se ta negativna energija seje, kar ni dobro. Gledamo te seje parlamentarcev, niso v ponos in si tega ne želimo. Jaz mislim, da tudi mora Slovenija stopiti skupaj in skupaj reševati. Ne glede, katera stranka je na vladi, ampak če bomo delali skupnimi močmi, jaz verjamem, da se da marsikaj narediti, pa res bi lahko bili druga Švica, tako kot smo se želeli. Čeprav smo zadolženi že preveč, veliko preveč, ampak ne glede na to, moramo iti pozitivno in vsi na vsak svojem področju prispevati največ, pa se bo dalo tudi marsikaj narediti. No, na najboljši možni način sva tale pogovor, kjer ste predstavili aktualno dogajanje v občini Mislinja, tudi strnila, zaključila. Gospod župan, hvala, ker ste si vzeli čas, prišli v naš večerni studio. Veliko uspeha v prihodnje, pa ne nazadnje že zdaj čestitke ob občinskem prazniku, ko se, če ne prej, spet snidemo. Hvala lepa. Ja, hvala tudi vam, hvala za povabilo, pa verjamem, da se v kratkem spet vidimo, če ne prej, res na našem občinskem prazniku. Drage gledalke, cenjeni gledalci, hvala lepa pa tudi vam za pozornost. Naš gost je bil župan občine Mislinja. Nasvidenje.